Živjo. Naredil se en tak lep sončen dan. Jaz sem se odpravila na sprehod in moram reči, da bi me malo zavedlo, da bi se premalo oblekla. Ker kljub vsemu, če je sonce, pa ko si notri v hiši, se ti zdi kar, da se oblečeš samo kaj lahkega. Tako da sem se šla še naknadno obleči to debelejšo jopo. Jaz sem danes ob tem sončnem dnevu polna energije. Dopoldan sem preživela na balkonu. Najprej sem poskrbela za ptičke, jim dala hrano, ker so kolikor imam teh par mesecev, že vse pojedle, ker sem jim naštimala. Ker pridno hodijo. Pravijo, če pustiš ptičke brez hrane približno 10 dni, da pol ne hodijo več. Potem spet iščejo, kje dobiti hrano drugje. So pa ti ptički tako zelo zanimivi. Na začetku so prišli, so se ustavili, tam pojedli, zdaj pa priletijo, vzamejo in šivajo naprej. Ker sem bila že ravno na balkonu, sem ga pa pol seveda še očistila, ne? Seveda tistih zrnc od ptičkov je precej po tleh, to tudi če bo, ampak bomo že čistili sproti. In v tem žaru borbe sem pol očistila še vse šipe, čeprav mi je malo sonce nagajalo, ampak dobro, sem iskala senco in imam zdaj to počiščeno. Sem mislila, da mi ne bo letos ratalo. Je ratalo prav vroče. Samo razmišljala sem, da bi šla s kolesom, sem se potem kar zadržala doma. Mož je šel do Gradota, se pravi bo naredil 100 kilometrov in me je tako malo šmikalo, da bi šla tudi jaz. Vseeno pa moram izkoristiti ta sončen dan in narediti en sprehod. Ja, za soboto je kar precejšna gneča. Sem bila pa včeraj v Supernovi z avtom. V glavnem vam povem, da sem komi vam prišla. Toliko ljudi, toliko enih avtomobilov, da ne moreš verjeti. Vse je že v nakupovanju in pripravah na december. Ko sem bila na sprehodu, sem se spotoma ustavila še v trgovino. Najprej sem bila v Millerju, potem sem šla pa še v Eurospin. Pa vam zdaj pokažem, kaj sem kupila. Saj kaj dosti nisem zapravljala, kupila sem banane, dobro kilo jih je, potem sem kupila te rakove palčke. Kupila sem kandiran ingver, to sem kupila v Eurospinu, v Millerju sem kupila pa te brisače za po tleh, potem dvojne žvečilne gumije in pa ene LED lučke. Tako da, ko mi čakam, da jih odprem. Kaj bi povedala o knjigi? Knjiga se bere tekoče, opazen je tudi napredek v pisanju. Seveda je to le moje mnenje in jaz nisem noben strokovnjak, da bi ocenjevala, kako avtor raste skozi svoje delo. Pogrešala sem kakšno fotografijo, ki bi nekako zgodbo še bolj podkrepila. Vseeno pa to knjigo popestri s takimi simpatičnimi ilustracijami sina Leva. Velikokrat v knjigi omeni slovenske navijače, slovenske zastave, kamperje s slovenskimi oznakami, ki so parkirani ob poti in pove, kako res to ogromno ta podpora pomeni. Lepo prikaže vpogled v življenje športnikovih najbližjih,
Dotakne se pa tudi življenja v Monaku. Življenje ni tako briljantno, kot si mogoče mi zamišljamo. Tam si tujec med tujci, tam si doma in tam nisi doma. Tako da ta zgodba je na trenutke ganljiva, močna in pretresljiva. Tudi če ne spremljate kolesarstva, se knjiga bere zelo zanimivo in bi jo kar priporočala, da jo preberete. Knjigo bo treba zdaj vrniti, z gospo sem zmenjena v petek. To vračam. Seveda bom dala pa še 2 angelčka, ki sem naredila, in pa še ene čokolatine. Tako. Sem se pa dobila zdaj z gospo in sem ji vrnila knjigo Grande Casino in veste, kaj mi je prinesla. Čajčka. Tako da mi bo toplo. Sem bila pa zdaj še v Obiju in sem kupila ene papirnate serviete, a niso simpatične. Pa eno svečko sem kupila, ta podaljšek sem rabila, pa sem vzela 2, ki vedno kaj prav pride. A ja, pa baterije sem še kupila. Sem pa imela v tem tednu 3 dni dopoldan vnukinjo v varstvu, ker je po noči nekaj kašljala, pa smo rekli, pa ne ostane doma. Jaz sem tudi bila doma, sem rekla, pa zakaj pa ne. Tako da sva potem tudi malo ustvarjale in poglejte, kako je bila navdušena in kako pridna je. Ma prav smisel se mi zdi za umetnost. In tako je potrpežljiva in vztrajna, da jo človek samo občuduje. In prav je, da smo ponosni na svoje vnuke, na svoje otroke, da jih pohvalimo. Danes bova z vnukinjo delale ena takšna angelska krila. Najprej rabimo eno tako maso. Imam kar dvojno zapakirano, ker imam že od lani odprto. Upam, da se ni posušila. Soft masa, taka zelo mehka. In tudi potem ti angelčki so taki mehceni. Zdaj imamo tukaj kalupe, pa bova kar v kalupe napolnila s to maso. Izvoli. Pa kar tako začneš notri poln. Zraven angelčka bom postavila tudi kakšno žogico. Zelo rada vas imam. Tudi dobro se počutim, ampak še vedno se počutim slabo. Boli me glava, roke in noge. Čim bolj napolnjeno, ne? Jaz bom še malo. Zdaj to lahko že ven vzameva, bova vzela zdaj ven in dale sušiti. Super, super ti gre, odlično. S tem je uspelo. Ti je pa uspelo. Zdaj pa čim manj prijemati, pa dati sušiti. Te žogice sem pa jaz naredila. To bojo takšne novoletne bunkice lahko, ne? Ja. Tako je, bravo, bravo. A je lepo, a? Ja. Kar celega, kar še malo namoči na rahlo. Najprej bova ta trak napeljale, ja. Čez to luknjico daš trak, zelo previdno. Katere perlice si boš zbrala? Kar porini močno. Tako, bravo. Super. Tako, evo, in je pentljica narejena. Zdaj bom dala pa sam tukaj notri. Ja. Kako se pa te... Spat moraš iti zdaj. Ne, Ja. sonce ni zašlo še. Poglej, in je. Angelček.
Ja, Zelo lep je. zelo luštena, ne? Ja. Zdaj pa naredimo še tvojega. Ja. Zdaj bom dala prav zraven angelčka. Prav lepo. So se posušili. Tega bomo pa še dokončali. Ja, ker jaz sem Moni pomagala. Moje stvari bom nesla domov, kar sem naredila jih. Lepe praznike vam želim. Čau, čau. Tokrat se vam javljam s Ptuja, s kratkega oddiha. Želim vam lepe, prijetne in mirne praznike. V novem letu pa veliko sreče, zdravja in veselja. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost. Bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnje leto. Čau, čau!